Sredino pokalno popoldne na koprski Bonifiki je že v uvodnih minutah ponudilo prvo presenečenje. Zanj so v ponovitvi finala iz minulih 3 sezon poskrbeli nogometašice iz Velenja, ki so v 3. minuti presenetili favorizirano ekipo Teleng Pomurja. Zadetek Ane Berdnik je bil naložba, ki je obetala, da se utegne ženski finale letos razplesti drugače od pričakovanj in tudi v nasprotju z aktualnim razmerjem moči v slovenskem ženskem nogometu. Prekmurke so namreč že 3 sezone suverene tako v prvenstvu kot tudi v pokalnem tekmovanju. Jeseni so uspešno nastopile v Evropskem pokalu in se prebile do 16. finala. Tokrat pa so tekmo za novo lovoriko bolje odprle Velenčanke. Njihov vodilni zadetek je bil eden ključnih trenutkov tekme. Ja, verjetno je. Ja. Vsekakor nas je povzdignil, pa smo malo padle, dobile 2 poceni zadetka, ampak smo na koncu skupaj stopile in smo postavili vse v naše roke. Pa je bilo glede na premoč v zadnjih sezonah tudi kaj podcenjevanja strani favoritin? Ne bi rekel, da je bilo podcenjevanje. Jaz sem rekel, da bo danes težka tekma, pokalna tekma se igra, finale se igra samo enkrat, ni popravnega izpita. Imamo nekaj ključnih igralk poškodovanih in to je danes odločilo. Ampak Prekmurke so preigrale obetaven preobrat, katerega je v 20. minuti začela Tjaša Tibalt. To je bil zadetek, ki je dvignil ekipo aktualnih prvakinj. In v nadaljevanju se je več igralo na velenjski polovici. Ampak igra je vseeno pokazala obrise drugačnega razmerja moči, kot smo ga bili vajeni v preteklih finalih, in še enkrat več se je pokazalo, da bo odločalo to, katera ekipa bo naredila manj usodnih napak. Najlepšo akcijo v tem delu sta izpeljali Prašnikarjeva in Berdnikova, ki je bila za malenkost premalo natančna. Absolutno se vrh širi, mislim pa, da smo s tem dokazali, da ni samo en klub, ki prevladuje v Sloveniji. Drugi polčas je še ponujal negotovost in če je kdo pričakoval, da bodo serijske prvakinje iz Prekmurja v tem delu finala pokazale svojo premoč, so ga nekatere akcije prepričale v nasprotno. Ana Berdnik je poskrbela, da se je spet zatresel prečnik vrat Sare Nemet. Veliko dela tudi za velenjsko vratarko Ziličevo, ki je ustavila strel Nine Marič. Bila pa je nemočna sredi polčasa, ko je z razdalje uspela Monika Conjar in z 2-1 so Prekmurke priigrale prednost, ki je sprva obetala, da je tudi odločilna za zmago. Potem pa 81. minuta, ko je Lara Prašnikar, hčerka našega nekdanjega selektorja Bojana Prašnikarja, vztrajala v preigravanju in storila tako rekoč vse, Loti Lukek pa zgolj podstavila nogo za piko na i napada za izenačenje. Odločitev po 11 metrovkah je bila neizogibna. Skoncentrirali smo se le na to tekmo, v prvenstvu ne moramo več zmagati. Želeli smo si to zmago in smo jo dobile. Jasno, z boljšim izvajanjem 11 metrovk. Prav Lara je zadela prvo, potem pa 3 zaporedne obrambe. 2 sta uspeli velenjski vratarki Ziličevi in tu je nastala tudi prednost, ki so jo nogometašice iz Šaleške doline nazadnje tudi pretvorile v veliko zmago. Najprej so se malce prehitro veselile že ob izidu 5-3. Za potrditev pa je nato v 5. seriji zadela prav vratarka Ziličeva in 3-letna vladavina Beltinčank je bila končana. Pokalna zmaga je odšla v Velenje. Mogoče presenečenje, ker zadnje 3 leta tega pokala nismo osvojile in smo izgubile s kar visokim rezultatom, ampak smo se na to tekmo maksimalno pripravile, sploh taktično, trener je zelo dobro svojo delo opravil in mi smo ga nadgradile. Ne bi rekel, da je presenečenje, tudi velenjska ekipa je dobra ekipa, na lestvici je trenutno druga, ampak mi danes nismo odigrali tako, kot so se zmenili.
preteklih letih napredek ni bil tako velik. Zdaj pa zadnja leta je pa kar zelo velik, tudi veliko je ženskih trenerk, tudi ženskih sodnic in tudi veliko dajo na mlade dekleta, da se začnejo ukvarjati z nogometom. Prvič po 3 letih imamo torej 2 ženski ekipi na vrhu. Telenk Pomurje so ponovno državne prvakinje, nogometašice iz Velenja po 3 zaporednih porazih v finalu, tokrat na pokalnem zmagovalnem odru, ki so ga za popestritev prestavile tudi na koprsko Fontano.